Živjo. Živjo. Istok, ti novega Cliota voziš, a ne? Ja. Ljudi skrbi, kako se vozi nova generacija Clio. Ja, pa je, da vsi pravijo, da ima slabo podvozje, ampak ima v bistvu kar dobro podvozje. Zdaj že od tega ne moramo probati, ker smo na avtocesti in ni hudih ovinkov, ampak malo nazaj, ko smo šla čez par takih ostrejših ovinkov, se pa avto zelo super držal. Lušen je, volan, škoda, da ni ta usnjen v najnem primeru, ampak to je ena izmed takih malenkosti, če imaš denar, se itak daš drug volan noter v opremi in to je to. Oblikovanje je zelo lepo, taka armaturka preprosta, tako Applovska v bistvu, sploh ta konzola preprosta. Zunanjost je pa itak nekaj najlepšega, mislim, da pri tem avtu, ker ga res lahko opazuješ. Pa opazuješ vse te detajle, ki jih ima, ker so se dejansko res potrudili. Recimo, tako kot se je Citroen mogel potruditi za DS3, je v bistvu Renault ponudil že v Cliotu v osnovni različici. Se pravi, je tukaj Renault naredil odličen korak, zelo dober, močan korak proti konkurenci naprej. Tako kot smo včeraj slišali, je bil to zelo daleč naprej načrtovan korak. Ja. V bistvu razvoj, ki je nekaj let trajal, ne? Ene 3 leta je ta Nizozemec potreboval, da je ta avto pripravil. In mislim, da bodo, če bo vsi avtomobili znamke Renault v prihodnosti takšni, se Renault je kar dobro piše. No, torej, strah je odveč, novi Clio je videti lepo in se tudi dobro vozi. Točno to. Edino, ja, v ponudbi so, kot smo že ugotovili, zelo šibki motorji. Ne nazadnje, glede to, da smo v krizi, je to pač dobro, zato ker bolj ekonomično peljemo. Bo pa treba počakati na RS-a za tiste, ki imamo radi malo bolj športne avte. Bomo pa počakali, ne? Ja, valjda.